Dobro si omenil Moscow 5 oziroma Gambit, oni so bili tudi taki inovatorji. Oni so bili takrat oni so bili actually prve ekipa, ki je bil res inovatorji, ker niso bil na bomo tako, zdaj vsi bomo sam sledili meta, gremo sam to igrati. No, oni so pač rekli, fuck it, ne bomo pač igrali random shit in ti želi worked out. Pa oni so bili dokazali to, kar je rekel, pač koliko so bili vsi slabi. Pač njihov AD carry imel mechanics, pač kada bi z glavo tolku. Genja je bil for that time very good. Genja je Time Lord, on je igral kaj... On je pa rekel, pač mislim, da AD, Armor... Fura da težko judgeam game takrat, v primerjavi zdaj, ker se mi zdi, da naprimer rol kot je jungle je bil vedno very impactful in pač Gambit je takrat nastane imel najboljšega junglerja na svetu. Diamond Proxy. Pač Diamond Proxy je takrat bil gladko najboljši jungler na svetu, bi rekel, tudi boljši kot večina korejskih junglerjev. Pa igrali so tako, jaz nikoli ne bom pozabil tako, če se spomniš najbolj tako weird game, ko sem imel level 1 so mu dal blue na Urgota in je šel solo in ona je dosta bila Šivana, Alistar se mi zdi. In poanta Šivana nič ne dela pri Six, but it worked somehow. In poanta je bila, da sta hodila po njegovi džungli in kamor so šel njihov jungler in pač tako je bilo, pač poanta je bila, da enemy jungler nič ne mogel narediti, možno, pač nič ne mogel, kamorkoli je šel, sta pač dva prišla, a veš, iz obeh strani. On je pa Urgot level 1 pač strelal in je bilo tako, to je to, pač zmagali smo in to je bil tako najbolj ridiculous game, tako. A je on celo tisk, ki je igral Mana Mune na Urgotu? Pa se to bi vedno. A je bil vedno. On je pač tako... To sem šest igral, jaz kar pogrešam starega. On je pač tako res igral tako weird stvari, ker glavna njihova poanta je bila, da tudi, ne vem, Edward je vmes, pač support je igral Sono in je pač Sono. Se mi zdi. In sta hodila z Diamond Proxom in sta pač zmagala mapo, on je pa pač na botu stal pa farmo. Ena stvar, ki se mi tudi druga zdi, da pri Genji niti ni toliko, da je igral weird stvari, sem rekel, da je bil res prvi, ki je igral to, ker kadarkoli on nekaj igral, bi pol to ratal mi. On je pač, ki je bil Lucian release, ga noben igral, on ga je spamu in je pač smrfo z njim in posle se začel Lucian igrat. Tisto Urgota bot, noben ga ni igral, pa kad ga on igral, so ga začeli vsi igrati. Pa Korki je bil isto. Korki isto, noben ga ni igral, on ga je igral, so ga vsi začeli igrati. Kaj bi tisti item, ko si pritisnil v bistvu active, pa si slovo ljudi okoli sebe, pa je bil armor? Armor item. Mislim, da je bil on prvi, ki je Randuin na Korkiju. On je na AD-ih to bil. To na Korki klikne, vem, sem recimo na teh high damage, ki še nekoga pa to, da bo še danes čistko standard. Še kateri item to? Randuin. Randuin so umrl. On je to na AD-u, ker buildal, ker pač konta ni umrl. Čak, to je armor item, ne? Ja, to je... Pa so imeli pa tako na topu, pa tudi je bil pač, ni bil baš neki dobro. Darien je bil najbolj, ne, Darien drugače se mi zdi, da kar se tiče... Samo umrl ni nikoli. Kar se tiče, ne, on je skočil. Pri Darienu se mi zdi, da on je bil, kar se tiče mechanical skilla, pa Link Phase, pa to je bil pravi by far the best takrat, kar sem gledal. Sam problem njega je bil, da on je bil pravi tako najbolj brain alpha player v zgodovini LoLa in je pa sam pušil lane mindless in again, kaj bom crknil, če ne bom pa zmagal. In je, I guess, operal na Diamonda, da bo on rešil džunglo. Ne vem, ja pa ne, in samo je bil on divi liability, ker je pač bil token safe, pa bi lahko game rata čisto stable zaradi njega, sem in je bil pa pravi takrat res pravi, eden izmed boljših top lanerjev, tudi kar se tiče champula pa vsega in I guess tako. Zdi se mi, da pol 2.14, 2.15 je folk rato average boljši, pa kaj tudi je folk malo začel spremljati, kako enim igramo strategije, pa to se pol ugotovili, da gremo samo ubijati njega, kaj je pač Inter in je še pol nič 10 vsak game. To se pol, kaj malo tako začneš gledati, pa malo weak linke izpostavljati, pa to še posebej v unem času, kaj je bil folk full ball limited, I guess, je bilo to full lažje, ne. Až kad danes, recimo, če bo nekdo pač Intu, mu bojo vsi soigralci rekli, da si prizadeta, ne, da njih intati, bom rekel intati in pač je to, ne. Ne, oni, I guess, niso, to je bil tudi en glavnih, I guess, razlogov za razkol Moscow 5 oziroma Gambita, ker se, I guess, čez čas niso več toliko marali. Glavni razkol je bil pač to, da so Rusi in Rusija. Okej, Rusija, visa, vse to. Moscow 5 drugače že ima, unga so... Ja, problem je, da so unga zaprli, ja. Pač on je bil kriminalc, oni so kreditne kartice kradli. On je s kartice kradil, cash in pa je tako financiral. Ja, pa še trije folki, od Moscow 5 lasnik. CEO od Moscow 5 je basically kradil kartice in ne vem, meni so tako 100k plus kartic, pač neki info krada, pa ne vem pa vse. In pol jih je to za Riot skine. In pol jih je eventually se pač podsaj dobili in pol jih je čuzo za zelo dolg čas. In pol jih je kupil gaming, ker definitivno niso bili isti ljudje.